Nekdo mora biti zadnji, danes bom to jaz, po takih predavanjih je včasih to težko, ampak bom poskušala strniti in se mogoče navezati tudi na tisto, kar smo danes že slišali. Jaz bom stopila na drugo stran. Do zdaj smo se pogovarjali o tem, kako je tistim, ki so na eni strani ekrana, tistim, ki postanejo žrtve, tistim, ki so izpostavljeni. Jaz bi se pa danes rada dotaknila druge teme, se pravi tistih, ki pa na koncu s temi ljudmi delajo, tistim, ki gledajo posnetke, ki iščejo morebitne žrtve, ker slišali smo, da to je najboljše, kar imamo, torej za to najboljše, kar imamo, je treba tudi poskrbeti. Tukaj so napisali polno nekih stvari o tem, kaj jaz sem in vse. Jaz sem se pa skozi ta leta, glede na to, da sem v policiji zaposlena že od leta 1992, kakšne stvari tudi naučila, tudi v zvezi s tem, da je treba poskrbeti zase. Zato bi jaz mogoče začela s to sliko. To ni umetna inteligenca, to sta moji dve terapevtki in to je moja ne prav zelo pospravljena spalnica, ampak z prepričanji, ki jih človek se nauči od malega naprej, je treba včasih tudi kaj narediti, morda jih je treba malo spremeniti, narediti kakšen korak v levo ali desno in si postaviti v življenju prioritete, ravno zato, ker smo, bom še enkrat ponovila, najboljše, kar v tem trenutku imamo, in če za to najboljše ne bomo znali poskrbeti, ne bomo naredili nič, bo na koncu iz tega postalo nekaj, kar si ne želimo. Prva stvar, v kateri bi mogoče kaj rekli, je to, da preiskovanje otroške pornografije, spolnih zlorab, je sigurno eden od večjih izzivov, ki jih lahko ima nekdo, ki je na tem področju zaposlen. In če zraven zdaj ne stopim v čevlje svojih kolegov, še poleg tega, da je policijski poklic eden od najbolj stresnih, je to stres na potenco in je lahko zelo velik izziv v našem življenju. In če dan za dnem poslušamo težke zgodbe, hude zgodbe, grozne zgodbe, gledamo tovrsten material, ki ga velika večina ljudi ne bo nikoli v življenju videla, niti si ne more predstavljati, kaj na teh posnetkih sploh je. Nekateri, videli smo danes tudi odziv nekoga, ki je videl take posnetke, kakšen je bil, je to dodaten stres, ki ga v življenju doživljamo. In ta stres lahko zaradi tega postane kroničen. Zaradi tega se lahko pojavi tako imenovana sekundarna travma. Danes smo nekaj o tem že slišali, kaj sekundarna travma je. Torej, to lahko doživi vsak, ki se vsakodnevno srečuje, posluša, gleda neke zgodbe, ni direktno vpleten v njih. Tudi ko nas je vprašala kolegica, kaj pa čutimo? Pa smo čutili, pa je bilo samo tle gor na ekranu, pa smo mi to čutili. In če to delamo vsak dan in če vse to občutimo zraven, če se tukaj ne naučimo ali pa nimamo nekih strategij, s katerimi si lahko pomagamo, lahko to pelje v sekundarno travmo. Ni treba, da so to samo policisti, lahko ste to socialni delavci, lahko ste to učitelji, lahko ste sodniki, tožilci in tako naprej, se pravi vsi tisti, ki take zgodbe v življenju, v svoji službi vsakodnevno poslušate. Ko so vprašali zaposlene na tem področju v eni anketi, različna vprašanja, so prišli približno takile rezultati. 49% anketirancev je menilo, da to negativno vpliva na njihovo življenje zunaj službe. Spravi, ne samo to, da se v službi slabo počutim, da imam tam neke občutke, ki niso ok, ampak to je ravno tako tudi zunaj službe. Produktivnost v službi se jim je zaradi tega zmanjšala. Kar velik procent.
Spravi, imamo ljudi, ki so zaposleni, ki naj bi bili najboljši, kar imamo, pa zaradi tega, kar doživljajo vsakodnevno, to ne morejo biti. 23% se jih je strinjalo, da imajo škodljive, vsiljive misli, tudi takrat, kadar niso na delovnem mestu. Bom kar zdaj povedala, jaz se spomnim primera, zdaj že kar nekaj let nazaj, ko mogoče, veste, da policisti morajo biti trdni, močni, supermeni, ne smejo biti ranljivi, ne smejo se jih stvari dotakniti. Hvala Bogu se počasi to spreminja, zdaj imamo mi tudi ranljive policiste, ki vejo, da so samo ljudje, ne pa supermeni. Ampak, ko se je obrnil na psihološko pomoč kriminalist, ki je pregledoval to vrstno gradivo, če smo že prej bili pri pornografiji, gledanju pornografije, on je v tistem trenutku rekel, jaz doma ne morem biti intimen z ženo. Jaz vidim te posnetke vsak dan. Meni se slike prikazujejo. Torej, hud vpliv na človeka izven delovnega mesta. Nekateri seveda grejo zaradi tega na bolniške dopuste, so več odsotni, bi, ne vem, vsaj en dan v tednu šli rajši kam drugam kot v službo. Pa to ne pomeni, da ne opravljajo dela, ki ga opravljajo dobro, da niso profesionalci, da niso strokovnjaki na svojem področju. Ampak kljub temu je spopadanje s tovrstnim gradivom lahko zelo težka stvar. Ampak če potegnemo pa črto pod vsemi temi vprašalniki in vprašanji, ki so jim dali, veste, kaj je bilo tisto, kar je prišlo ven kot najpogostejši vzrok, da lahko zdržimo te stvari? Dobri medosebni odnosi. Tam, kjer so dobri medosebni odnosi, kjer se ljudje, zaposleni na tem področju, dobro razumejo, kjer si zaupajo, tam je tega stresa manj. Torej, še ena stvar, zakaj bi mogli ne samo skrbeti za to, da smo dobri strokovnjaki, ampak tudi za to, da smo dobri ljudje in da se med sabo dobro razumemo in da vsi skupaj skrbimo za neko dobro psihosocialno klimo v naših delovnih organizacijah. Še ena študija je bila narejena na tem področju in tudi tukaj bom rekla, da se ni izkazalo, da zdaj je pa pregledovanje tovrstnega gradiva usodno za nekoga, ki to počne celo življenje. Ja, lahko je bolj stresno, ampak da bi bili zato bolj izpostavljeni nekim povezavam z slabšim mentalnim zdravjem, do teh podatkov niso prišli. Na raven stresa so veliko bolj vplivali organizacijski faktorji. Torej, kaj imam jaz okrog sebe? Vplivala je vsebina gradiva. Tisto gradivo, ki je bilo bolj nasilno, se nas seveda bolj dotakne. Verjetno bi vplivala tudi starost oseb, ki jih imamo na posnetkih. Tisti, ki se s tem ukvarjate, veste, da gre starost od nekaj mesecev in navzgor. In zagotovo se te bolj dotakne, če gledaš na posnetku nekega dojenčka, kot pa mogoče, če gledaš eno že skoraj žensko, pa ne, da bi bila ona kaj manj žrtev ali pa da bi rekli, za njo pa to ni tako hudo, ampak slika, ki jo pa mi vidimo, že zaradi naših prepričanj, ki jih imamo, tisto, zaradi kako so nas vzgajali, kaj je pa to stvar, ki se nas bolj dotakne. Še enkrat, boljša organizacijska struktura, kultura v oddelkih, v naših delovnih organizacijah, zmanjšuje stres, programi za dobro počutje. Zdaj, če vas vprašam, koliko od vas imate v svojih službah možnost, da se podružite, da tako kot gledamo v kakšnih filmih, ne vem, imate pikado, imate mizo za biljard, imate, ne vem, kakšne druge stvari, pa nas bojo gledali, ne, a ste normalni, kaj bomo to imeli v naših službah. V službi je treba delati, ne pa se zabavati. In meni se zdi ta podatek, ki je tukaj, da samo 60% organizacij to ima, tak jaz bi rekla, da ne se upam trditi, da pri nas ne vem, katera organizacija sploh ima kaj takega, mogoče v neki mali meri,
da imamo sobo, v kateri se lahko skuhamo kavo, kakšno besedo rečemo, mogoče kakšen fotelj, kje, da se malo bolj udobno usedeš, kaj več je pa že težko. In pa seveda to, da imajo ljudje v teh organizacijah, zaposleni na tem področju, različne pozitivne strategije. To, da se znajo usesti, mogoče, ne vem, v petek ob enih in si povedati, kaj smo pa ta teden naredili, kaj pa je bilo dobrega, kaj je bilo slabega, kako smo se pa počutili, kaj bi pa lahko drugače, a lahko komu kaj pomagamo. To, da mogoče lahko poslušamo glasbo med gledanjem takih posnetkov. To, da povemo ljudem, da naj se ne zadržujejo predolgo na enem samem posnetku, sploh če je ta bolj grozen, spet rečem ne v narekovajih. Seveda zraven spadajo tudi negativne osebne strategije, tudi to vemo, da obstaja, alkohol, zvečer malo poplaknem, pa me malo manj dušica boli, pa je to lahko tisto, kar mislim, da mi pomaga, da pojem en čips ali pa dva ali pa tri, sploh, ko gledam take posnetke, ali pa kakšna čokolada zelo dobra bi tudi pasala zraven, zato da se malo potolažim, pogledam, poslušam take zgodbe. In iz vsega tega, če ne naredimo nič, se lahko razvije ta sekundarna travmatska stresna motnja, ali pa če hočete, danes slišimo včasih tudi zadevo, ki se ji reče sočutna utrujenost. Učijo nas, da moramo biti empatični. V Sloveniji smo mogoče to empatijo malo narobe prevedli v tem smislu, da empatija pri nas pomeni sočutje. Če jaz sočustvujem z vsemi žrtvami, veste, da me to lahko zelo, zelo hitro skuri. Jaz jih lahko poskušam razumeti, lahko sem empatična do njihovega vedenja in tako naprej, če sem pa preveč sočutna, lahko pride pa do te sočutne izčrpanosti. In ta posredna izpostavljenost je lahko ravno tako huda in ta sekundarna travma je lahko ravno tako huda kot travma, ki jo doživljajo žrtve. Ponavadi sicer traja dalj časa, da pride do nje, dalj časa, da se razvije, ampak vseeno smo vsi, ki delamo na tem področju, temu izpostavljeni. Kdo so to, smo že rekli, in v tej raziskavi, ki so jo delali, so ugotovili, da kar 30% preiskovalcev, ki gleda to vrstno gradivo, ima simptome sekundarne travmatske stresne motnje. Poleg tega se pa lahko pojavljajo še depresivne misli ali pa pot proti depresiji, anksioznosti, se pravi več bolniških odsotnosti z dela, več menjave osebja, se pravi ne zmorem več tega dela, grem na drugo mesto, delovno mesto ali pa saj želim iti na neko drugo delovno mesto. In kaj vse to lahko pomeni, kakšni so lahko simptomi, od nekih vsiljivih slik, prebliskov, nočnih mor, socialnega umika, kar naenkrat ne bi šla več s prijatelji nekam, jaz bi rajši bila doma, bi razmišljala in še o tem, kaj bi pa lahko naredila, kaj pa ne, nič slabega, če kdaj o tem razmišljamo, ampak da pa to počnemo ves čas, so pa to lahko že tudi začetki neke sekundarne travmatske stresne motnje. Povečano splošno nezaupanje do ljudi, pretirano zaščitništvo do otrok. Jaz sem eno obdobje na začetku svoje policijske kariere delala kot kriminalistka na tem področju. In spomnim se primera, ko se je v našo sosesko priselil nek moški in eno popoldne, ko so se otroci, jaz imam 3 fante doma, igrali zunaj, jaz pridem ven pogledat, kje so in jih ni. In jih iščem, pa na drugi strani, pa mogoče so šli s drugimi prijateljčki, na drugo stran hiše, pa jih ni, pa jih recimo 20 minut ni, jaz sem bila že malo nervozna in potem oni pridejo vsi veseli in jaz vprašam, pa kje ste pa bili? Ja, smo šli tam k tistemu novemu sosedu, nam je pico kupil.
Meni so se v trenutku prižgali vsi alarmi, ding, 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 grozen, kaj je bilo, kaj je, kdo je to, zakaj jih je povabil, zakaj pica, zakaj. Bil je samo prijazen sosed, ki je slučajno takrat naročil pico, otroci so bili zunaj in rekli so, pica, in on jim je pred hišo postregel s tisto pico, ampak tako se začne. In potem vidim na vsakem koraku neke stvari, ki ne bi bilo potrebno, da jih vidim. Ne gre za previdnost, previdnost je vedno na mestu, ampak kadar pa ta previdnost prestopi neke meje, pa to ni okej. In ravno tako se lahko pojavijo težave v odnosu do partnerjev in pa do otrok, v tem smislu, da tudi otroci ne marajo, da smo do njih prezaščitniški, da jim ničesar ne dovolimo, da partnerja obremenjujemo lahko z nekimi stvarmi, za katere ni niti poklican, ni niti tam zato, da bi jih z nami delil. Verjetno vsi veste, kakšna je razlika v delovanju možganov takrat, kadar so pod stresom in takrat, kadar niso. Takrat, kadar so možgani, bom rekla, v enem takem prijetnem stanju, je naš nadzor misli lahko zelo natančen, lahko nadzorujemo svoja čustva, lahko nadzorujemo svoje dejanja. Za razliko, kadar so naši možgani pod stresom, je pa ta kontrola naših misli, naših čustev in dejanj čist drugačna. Ta naš prefrontalni korteks, ki so ga danes kolegi tudi že omenjali, deluje drugače. In s tem drugačnim delovanjem, z nekontrolo čustev, si predstavljate, kaj pomeni to, če pridem domov vsa pod stresom in otrok naredi nekaj, kar je popolnoma normalno, da bo naredil in jaz izbruhnem samo zato, ker so moji možgani pod stresom in ne znam razmisliti. Konec koncev, tudi če zdaj rečemo, da je moj otrok potencialna žrtev in mi bo prišel nekaj povedati, kaj se je pa na netu zgodilo, kaj pa mu je nekdo poslal, jaz bom pa zaradi svojega stresa reagirala popolnoma napačno. In vsa ta nesnaga se seveda nabira v našem telesu. In vsa te besede, ki smo jih danes tudi že poslušali, tudi na posnetku prej, grozno, gnusno, zavržno, nesnaga, kaj se dogaja, to ne morem gledati, se nabira in potem zraven dodamo še naša prepričanja. Kaj bi se v življenju lahko zgodilo in kaj se v življenju ne sme zgoditi ali pa ne more zgoditi. In potem vidimo nek posnetek. In naš stres, naše telo odreagira samo še močneje. In te pritiski povzročajo zelo različne psihofizične težave. Tole poznamo vsi iz biologije, iz srednje šole. Naš živčni sistem je razdeljen, avtonomni živčni sistem, parasimpatični, simpatični, eden je odziv na stres, ta boj in beg, kjer se v telesu sproščajo vsi stresni hormoni, drugi, parasimpatični, pa pripravi telo na počitek, regeneracijo. In zdaj, kaj lahko mi pravzaprav naredimo za to, da bi pa znali malo bolj regulirati, da pa vseeno lahko, čeprav pravimo, da nadzoruje avtonomni živčni sistem nehotene funkcije, kako si lahko sploh pomagamo, da ta naš koš, naše telo ne bo prehitro polno in da ga bomo znali sproti sprazniti. Ena stvar, tako zelo verjetno ste to nekateri že slišali, ki jo priporočajo, sploh kadar gre za hude stvari, ki jih poslušamo ali gledamo, je to, da vmes igramo Tetris. Raziskave, ki so jih naredili, ko so recimo po prometnih nesrečah ali pa po nekih hudih naravnih nesrečah pripeljali otroke na urgenco in so jim dali v roke tablice in so rekli, zdaj pa igrajte Tetris. Veliko manj je bilo nekih zasidranih, travmatskih spominov v naših možganih, kot pri tistih, ki to niso delali. Kaj bi lahko preiskovalci naredili, ko gledajo take hude, težke posnetke? 20 minut Tetrisa,
v 60-minutnem oknu, potem, ko nekaj gledajo. Pravijo, 45 minut lahko gledam, 20 minut moram početi nekaj drugega, če igram Tetris, še toliko boljš. Torej, te slike, ki jih gledam, se ne bojo zasidrale, zamrznile v naših možganih. Druga stvar, ki je podobna temu, je lahko EMDR terapija. Ravno tako skrbi, ne bi vam zdaj natančno razlagala, mogoče ste nekateri to že slišali, nekateri ne. Gre za desenzitizacijo in ponovno predelavo z očesnim gibanjem. Torej, terapevt bo z gibanjem roke, katerim boste sledili z očmi, dosegel to, da se te težke, hude slike spet ne bojo zamrznjene v vaših možganih. Zato sicer potrebujete nekoga, ki je usposobljen, zato ne moramo tega delati sami, ampak vidite, kakšna je razlika istih možganov pred EMDR terapijo in po EMDR terapiji. Tisti, ki nam tudi dela težave, za katerega premalokrat poskrbimo, je vagusni živec. To je živec, ki potuje od tukaj gor, čez celo telo in pravzaprav oživčuje vse naše glavne organe. In to dela brez našega zavestnega vmešavanja. Zdaj, kaj lahko naredimo? Reče se mu klatež, ker se klati po celem našem telesu. Najdaljši živec je in je glavni spodbujevalec te povezave med umom in našim telesom. Ko začutimo metuljčke v trebuhu, kadar nam je lepo, ali pa ko imamo ono kepo, ki nas tišči in črviči, je za to ponavadi odgovoren klatež ali vagusni živec. In njegova naloga, kakšna pravzaprav je, da sproži ta sprostitveni odziv. Zmanjša lahko vnetja v telesu, shranjevanje nekih spominov in vzdrževanje ravnotežja v našem telesu je tudi njegova naloga, da vzpostavlja homeostazo. In pomemben je vagusni tonus. Če je vagusni tonus visok, pomeni, da smo dobrega fizičnega zdravja, da je naše počutje dobro in da smo bolj odporni na stres. Če je pa tonus nizek, pa pomeni, da se po stresu težko umirimo in da je naša stresna obremenitev večja. Višji kot je tonus, močnejši je odziv in hitreje se bomo sprostili. Zdaj, na kakšen način pa lahko stimuliramo naš vagusni živec? Eno so dejavnosti telesa in duha, pravilen položaj hrbtenice, danes že cel dan sedimo, zdaj smo že malo zoprni, ker že toliko časa sedimo, pa že ne vemo več, kako bi sedeli, zagotovo ne sedimo tako, kot je prav. Enako je, ko pregledujemo kakšno gradivo ali pa ko že dolg časa sedimo za svojo pisalno mizo, pa smo zgrbljeni, pa smo ne vem kaj, vse počnemo, nam ni najbolj prijetno. Kolikrat pomislimo, daj se zravnej, daj poravnej svojo hrbtenico, že zaradi tega ti bo lažje. Petje, meditacija, različne dihalne tehnike, vse to spodbuja tonus vagusnega živca. Različne terapije, kot so akupunktura, aromaterapija, se pravi spet, če nam v pisarni lepo diši ali pa če nam v pisarni smrdi, lahko vpliva na to, kakšen tonus bo imel naš vagusni živec. Tudi to, da se družimo s prijatelji, da se smejemo, da gremo kdaj malo pod mrz tuš in zanimivo, ker gre vagusni živec tukaj, da grgramo vodo ali kaj drugega. Tudi to lahko spodbudi boljše delovanje, tako da zdaj, če boste v službi slišali nekoga pri sosedka, grgra v vodo, v bistvu skrbi za svoj vagusni živec. In zdaj, kako bi to lahko naredili? Lahko takoj poskusite poravnati svojo hrbtenico, se usesti pravilno, vedeti ne dol, ne preveč sem, ne tja. In druga stvar, ki smo jo pa danes tudi že slišali, je pa pravilno dihanje. To, da jaz vem, da pravilno dihanje je takrat, ko gre moj trebuh ob vdihu ven in ob izdihu ga potegnem noter, zato da naša diafragma dela in da se ta zrak
slab do konca izloči in da lahko na polna pljuča vdihnemo svež zrak, ki nam ga tukaj noter sicer tudi že primanjkuje, zato ni treba zdaj zelo globoko dihati, da bomo podihali še tisto, kar še imamo. Še ena vaja, ki bi jo lahko naredili, pa ne bomo, zdaj vas ne bom mučila s temi stvarmi, ampak to, da bi stresali svoje dlani, fajn, da bi stresali obe roki, da bi stresali eno nogo, da bi stresali drugo nogo in da bi na koncu malo potresali celo svoje telo. Zakaj bi pa zdaj to naredili? Dajmo poskusiti pogledati, kaj se zgodi in zakaj bi bilo tole je ena impala, ki jo je ujel tale, ne vem kaj je, gepard ali karkoli, že zagotovo ona je močno pod stresom. In zdaj je šla. Impala in ostane, kot vidite, najprej izgleda mrtva. Kaj potem najprej opazite? Zelo globoko in pravilno dihanje. Torej, ona zdaj porablja svoje stresne hormone, spravlja telo v homeostazo in zdaj se cela trese. To bo trajalo nekaj časa. In ko bo njeno telo spet v večji homeostazi, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ona vstane in gre. Zdaj, a mislite, da je zdaj šla ona k svojemu tropu in je rekla, a veš, kaj se mi je zgodilo? To me je eden skoraj ubil, pa da bo pol, ne vem, šla k svojemu partnerju, pa bomo rekla, joj, danes sem imela grozen dan. Nič od tega ne bo naredila. Kakor smo mi šli v razvoju naprej in bi rekli, super, ne, mi smo bolj razvita bitja od živali, ampak tle imajo pa oni malo sreče. Ko se jim zgodi tak stres, ga na nek način fizično premagajo. Ona ne bo potem tudi po noč ne sanjala, kaj se mi je zgodilo, pa se prebujala sred noči, ona je svoj stres premagala. In iz tega bi se lahko kaj naučili tudi mi, da bi uporabljali tehnike, na katere smo pozabili. Če gledate dojenčka v postelji, kako diha, takole gor pa dol mu gre celo telo. Pa pogledate partnerja zraven sebe, če ne spi zelo na glas, mu je treba dati prst pod nos, a je še živ ali ne. Ni tega dihanja več, kar zgine. Kokrat vidimo nekoga, da res po hudem stresnem dogodku se takole strese, da bi otresel svoj stres. Redko kdaj. Pa še takrat, ko se nam to zgodi, raj ne, če se nam vsaj roke tresajo, jih raj skrijemo, ker se to nas podobi. Tako da ena od tehnik, ki se ji reče TRE, lahko pogledate, poiščete, je tudi ta. Druga stvar, ki nam tudi dela težave, je mišica psoas, boj ali beg. To je tale, ki gre od tukaj pa tle okrog. Zakaj nas križ boli? Ja, prav zato. Normalno, bolj čuden bi bilo, če nas ne bi križ bolel. Glede na to, koliko nekega stresa doživljamo in kaj za to naredimo. Od tega, da zelo veliko sedimo, se tudi ta mišica skrajša. Skozi jo imamo takole. Zelo enostavnimi vajami bi lahko marsikaj naredili. Ta mišica boj ali beg je bila zelo pomembna spet včasih, ki je bilo treba bežati pred sovražnikom, če se nam je zdel prevelik, da bi ga premagali, ali pa da smo se šli z njim boriti. Danes se borimo na drugačnih nivojih, tam smo prej videli, kako se borimo. In pozabimo, da telo pa še zmeri rabi neko akcijo in funkcioniranje. In povezuje zgornji del trupa z nogami.
In če ne deluje dobro, tudi ta povezava ni taka, kot bi mogla biti. In pri kroničnem stresu je skozi v napetosti, skozi je aktivirana. Kaj to pomeni za naše možgane? Akcija, 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 akcija. In potem se čudimo, ko ponoči ležiš v postelji, zmatran si, ker ne vem kaj, oči imaš odprte in ne moreš spati. Spet logična povezava. Možgani imajo drugačno poročilo. Povezana je z diafragmo. Prej smo rekli, ne, ta diafragma deluje takrat, kadar pravilno dihamo, je zelo aktivna, se dviguje in spušča. V tem primeru, ne, če je to ena glavnih mišic, ki je odgovorna za gibanje, in če imamo psoas napet, ne moramo popolnoma iztegniti diafragme. In zato je naše dihanje plitko, kratko, tako kot takrat, kadar smo v stresu in naši možgani imajo spet napačne signale, kaj se z nami dogaja. Nič posebenega nam ni treba početi. Kakšnega posebenega orodja ne rabimo za to. Kakšen izpadni korak naredimo, malo se raztegnemo. Vsak dan bi to lahko naredili vmes med službo, a naredimo, a se nam ne ljubi, a gremo raj po en čips ali pa po eno čokolado, ja. In dodan, ali pa saj na eno kavo gremo. Če imamo pa še boljše razvade, kakšne zraven, pa še enega kadimo. In dodatno še kemično stresemo naše telo. Kaj počnemo v policiji? Zato, da bi ozavestili ljudi, zato, da bi jim poskušali pomagati. Nekaj stvari že imamo, o nekaterih stvarih, nekatere stvari si želimo imeti. Jaz bom o vseh malo povedala. V zadnjih 12 letih smo dosegli to, da razen na eni policijski upravi trenutno imamo psihologe na vseh policijskih upravah. Od takrat, ko sta bila v policiji 2 psihologa, je to za nas velik korak naprej. S tem se mogoče tudi zmanjšuje ta stigma, grem k psihologu, kaj bom tam, kaj mi bo on. Mogoče, ne, jaz kar se upam to povedati, ker sem bila včasih kriminalistka, pa ker sem tudi zdaj v kriminalistični policiji, kriminalisti so najbolj tough. Oni so, ne, pustimo specialce, ampak oni najmanj rabijo to pomoč. In ko so se v enem trenutku kriminalisti obrnili na nas, smo rekli, zdaj smo pa res naredili en velik korak. Bilo je pa to pred eno hišno preiskavo, ko je prišel kriminalist in je rekel, če bo pedofil tam, jaz ga mu bol. Zdaj govorim tako. In potem smo se malo o tem pogovarjali, kaj lahko naredi, kaj vse. In je na koncu prišel in je rekel, hvala, res mi je bilo lažje. Saj ga ne bi, ne? Ampak bi mu bilo pa njemu težko, vprašanje, kakšen bi bil postopek, a bi prišlo do kakšnih nepravilnosti lahko samo zaradi tega, ker ni imel neke psihoedukacije, ki bi mu pri tem lahko pomagala. Druga stvar, ki jo imamo, je 24-urna psihološka pomoč. Torej, kadarkoli, 365 dni na leto, imamo dežurni telefon, na katerega lahko pokliče kdorkoli. Sam preko operativno-komunikacijskega centra, kakorkoli že, imam težavo, imam doma težavo, imam v službi težavo, lahko se obrne. Imamo tudi pravilnik, na podlagi katerega delujemo, ki je dostopen vsem in kjer je noter tudi napisano, da so vodje tudi eni od tistih, ki so dolžni, če opazijo pri svojem zaposlenem, zagotoviti psihosocialno pomoč. Imamo delavnice obvladovanja stresa, kjer se veliko teh stvari pogovarjamo. Sodelujemo na usposabljanjih preiskovalcev z tega področja. Včasih tam rečejo, pa dobro, pa kaj vsako leto nekaj istega. Dajte nam zrihtati to, pa uno, pa tretje, kar je sicer bolj povezano z organizacijskimi stvarmi, ampak se mi zdi, da mogoče pa vsakega kakšna kapljica se pa vseeno dotakne in je zato predvsem njemu lažje, ko opravlja svoje delo.
Imamo možnost skupinskih ali pa individualnih pogovorov, borimo se za to, da bi dobili dodatni dan dopusta, tisti, ki delajo na tem področju, sprav tako kot ga imajo, ne vem, potapljači imajo nekaj dni več dopusta, verjetno bi tudi tukaj bilo prav in zaželjeno, da bi imeli ljudje, ki delajo na tem področju, več možnosti, da se spočijejo. Intervizije, supervizije, to smo danes že v uvodu direktorja, v uvodnem nagovoru direktorja slišali, da se z letošnjim letom začne supervizija za vse, ki delajo na tem področju. Zunanja supervizorka bo prišla, se pravi, neobremenjena z nekimi stvarmi, kjer se bojo lahko v nekem intimnem strokovnem krogu o teh stvarih pogovarjali. Razbremenilnih razgovorov se kar poslužujemo, ne samo na tem področju, ampak nasploh, ali gre za defuzinge, ali gre za debriefinge. Mislim, da preiskovalci na tem področju se tudi, vsaj po nekaterih oddelkih, kar usedejo med seboj, pa se med sabo tudi kakšne stvari v smislu defuzinga pogovorijo. O supervizorjih smo že govorili, ne, to skupinsko in individualno, odvisno od tega, za kakšno zadevo je šlo, kaj so preiskovali, kaj so delali, kakšna je bila zadeva, se odločamo, a bomo to naredili skupinsko ali bomo naredili individualno, in tudi če je skupinsko, pa če kdo potem sam potrebuje še pomoč, seveda jo lahko naprej dobi tudi individualno. Poskušamo se naučiti kakšne tehnike sproščanja, veste, da teh tehnik je ogromno, lahko je to na usposabljanjih, imeli smo idejo, da bi to delali online, torej da bi rekli, enkrat na teden bomo pa mi se dobili online, kdor bo, kdor ne, imamo eno urco časa in bomo med delovnim časom naredili eno tehniko sproščanja, se še borimo v tej smeri. Lahko gre za individualno učenje teh tehnik ali pa individualno izvajanje teh tehnik, predvsem ena taka zelo uporabna v tem je progresivna mišična relaksacija, lahko imamo tudi eno malo napravico biofeedbacka, ki jo kdaj uporabimo, in koliko posedeš nekoga za mizo, mu daš gor elektrodo in mu rečeš, zdaj pa, ne vem, odpri tale vrata, reče, kam bom pa pritiskal, ja ne, kako naj pa potem odprem, ja odpri. In potem, čez nekaj časa ugotovijo, kar res s tem, da jaz pravilno diham, pa da se malo umirim, se pa ona vrata kar odprejo. Ampak to je res, sploh za tiste, ki so malo bolj taki, tough mačoti, najlažje jih prepričati, kako sta telo in naš povezana. Tudi medicinske hipnoze se poslužujemo največkrat v smislu nekega sproščanja, razen če so kakšne hujše težave, takrat mogoče tudi to poskušamo na ta način odpraviti. Uporabljamo OHA karte, mogoče jih kakšni poznate, tudi en tak pripomoček, ker je včasih, zato ker je slika tam, lažje o tej sliki kaj povedati in se pogovarjati, kot da moraš iz glave neko zadevo povedati, in je našim preiskovalcem to kar všeč. Kaj pa še lahko naredimo za sebe? Eno je to, da se smejemo, da uporabljamo humor. V policiji je sicer ogromno črnega humorja in cinizma, to ne spada čisto v to kategorijo, ampak včasih, če so pa sami, pa če pa res ne gre drugače, pa tudi črni humor boljši, kot da ga sploh ni in da je vse samo grozno. To, da res smo sposobni postaviti neke meje med osebnim življenjem in službo, da naredimo to membrano čim manj propustno. Včasih ne gre, ampak bolj, ko se učimo, bolj, ko se zavedamo tega, kako je to pomembno, lažje nam bo šlo. Lažje poiščemo tudi kakšne tehnike, na kakšen način se to lahko naredi in to naredimo. Da pregledamo malo, damo na sito svoja osebna prepričanja, katera so tista, ki pa so mogoče še v mojo korist, katera so pa tista, ki niso več. Če sem res perfekcionistka in mislim, da moram imeti v službi vse pospravljen in doma vse pospravljen in da ne smem nikoli narediti nikakršne težave, verjetno doživljam več stresa,
kot če si rečem, tudi 80% je včasih dovolj. Supervizijska podpora je zagotovo tista, ki nam pri tem pomaga. Ena stvar je ta, da imam lahko občutek nadzora nad kakšnim primerom, da vem, kaj se dogaja, da sem seznanjena s stvarmi, ne da mi dajo pred sabo samo neke slike, ki jih moram gledati, pa moram nekaj s tisto sliko narediti, ne vem pa nekega ozadja, ne vem pa, kaj se bo zdaj zgodilo. Včasih je to lahko veliko pomoč. Podporo delovne organizacije, res na vseh nivojih, če ne drugega tudi to, da nam prinesejo en malo bolj udoben stol, na katerega se lahko vmes, ko bom Tetris 20 minut igrala, usedem. Če malo karikiram to, da ne vem, mi pobarvajo pisarno v malo bolj prijetne tone, da lahko na steno obesim eno sliko, ki pa meni veliko pomeni in tako naprej. Da imamo to psihološko podporo tudi v smislu monitoringa. V policiji sicer gremo vsake 3 ali 5 let, odvisno na katerem področju kdo deluje, na zdravniški pregled, kjer je tudi psihološki pregled zraven, kadar zdravnik presodi, da ga potrebuješ. Ampak jaz tukaj bolj mislim na nek monitoring, se pravi ljudje, ki delajo na tem področju, bi bilo prav, če bi imeli možnost ali pa obvezo enkrat letno, zdaj se bom zmislila, ali pa enkrat na 2 leti, prideti, se pokazati, povedati stvari, zdaj koliko bojo ljudje odkriti, koliko ne, to sam vsak zase ve, koliko je pripravljen povedati, ampak višja kot je neka kultura v enem podjetju, več bo tudi te odprtosti in ta monitoring, spremljanje ljudi, a je z njimi vse v redu. Že to, da te nekdo iz delovne organizacije vpraša, kako pa si, včasih lahko veliko pomeni. Ustrezna usposabljanja, že danes smo slišali tukaj, dajmo se usposabljati, dajmo vedeti, zakaj pri stvarih gre, dajmo biti strokovnjaki, potem bomo tudi manj stresa doživljali. To, da malo tudi selekcioniramo ljudi, ki delajo na tem področju. Nismo vsi za vse in to, da bi imeli možnost nekoga malo pogledati pa reči, lej, ti pa mogoče nisi najboljši za to področje, bi mogoče tudi kakšen stres komu prišparali. Zmanjšana delovna obremenitev, da bi lahko, poleg tistega dodatnega dopusta lahko rekli tudi, ne vem, lahko manj ur delam, rabim več odmorov, rabim več tega, lahko pripomore k temu. O udobnem delovnem okolju smo že rekli, in ta naredi nekaj zase, da spraznimo to, kar se skozi leta in leta nabira v nas, pomeni neko psihohigieno. Si predstavljate, da bi pred 150 leti sedeli v eni taki predavalnici in bi tukaj bil nekdo, ki bi rekel, a veste, da bi bilo pa zelo zaželjeno, da se vi vsak dan stuširate, pa da si umijete zobe. Pa bi pred 150 leti rekli, kaj pa ona govori tam gor, je normalna, vsak dan, da se bomo tuširali, pa zobe, zakaj pa bi si zobe umivali. Danes je to najbolj normalna stvar, tudi otroke to učimo. Ampak ko pa vprašam, a kdo od vas mogoče nauči poleg tega, da si umijete zobe svojega otroka ali pa sam sebe, da zvečer, ko si umije zobe, še 5 minut pravilno diha. Je pa približno tako, da hvala Bogu, da je psihohigiena danes, da je higiena danes na malo višji ravni, drugače bi danes tukaj zelo smrdelo, pa nam je to zdaj najbolj normalno. Jaz upam, da ne čez 150 let, ampak da mogoče že prej, sploh tisti, ki delate, ki delamo na takih področjih, vedeli, kako pomembno je poskrbeti zase, zato, da bomo lahko poskrbeli za koga drugega. Ker še enkrat bom ponovila besede, smo najboljše, kar trenutno je. Jaz bi zaključila s tole pesmijo Pabla Nerude, ki jo lahko preberete, v smislu zadnjega stavka živi za danes, živi zase
in poskrbi za to, da bo tvoj koš prazen in bo zaradi tega okolica na splošno lepša. Najlepša hvala, gospe Krek, za to, čeprav zadnje, tudi izjemno zanimivo predavanje. Če je kakšno vprašanje, imamo še nekaj minut, tako da kar dvignite roke, pa vam prinesem mikrofon. Zdaj morajo poskrbeti zase, Ja. konc je delovnega dneva. Čez dihanje, ne? Prav, potem pa hvala lepa vsem za udeležbo in prijetno popoldne še naprej. Kar ste slišali, pa upam, da boste lahko s pridom uporabili pri svojem delu. Hvala.